in mladinke ter člane in članice v športnih borbah se bo vsak čas začelo točno ob 15. uri in dovolite mi, da še pred začetkom tekmovanja omenim tistem, ki so ga podprli. To so slikopleskarstvo Učakar, podjetje Perli, oblikovalnica Sofer, montaža veselih izdelkov Pestotnik in občina Domžale. Tudi to vrsta podpora je izredno pomembna, tako da vsem predstavnikom naštetih lepa hvala. Draga publika, spoštovani sodniki, tekmovalci in tekmovalke, dobrodošli na državnem prvenstvu za mladince in mladinke ter člane in članice v športnih borbah. Tekmovalci in tekmovalke, ki se bodo pomerili danes, prihajajo iz 8 Sankukai karate klubov. To so Karate klub Forum Ljubljana, Karate klub Cerkljen, Karate klub Center Kamnik, Karate klub Grosupljen, Karate klub Ivančna Gorica, Karate klub Radomlje, Komenda in organizator tekmovanja Karate klub Domžale. V okviru kvalifikacij in ob zadostnem številu doseženih točk na pokalnih tekmovanjih se je na današnje državno prvenstvo uvrstilo med člani 10 tekmovalcev, med članicami 4 tekmovalke, med mladinci 8 tekmovalcev in med mladinkami 4 tekmovalke. Preden jih spoznamo, naj predstavim še sodnike na tokratnem državnem prvenstvu. Glavni sodniki so Darko Gotar, Dejan Levačič in Teja Grad. Stranski sodniki so Boris Jerkič, Mihael Borštnik, Gabriel Borštnik, Blaž Filipič in Grega Grečer. Zapisnikarke in časomerilke pa so Rijena Hribar, Neja Artač in Alina Žigon-Covja. Tako, zdaj pa nadaljujemo z defilejem. Tekmovalke, tekmovalci, prosim vas, da se zvrstite po naslednjem vrstnem redu. V kategoriji mladinke bodo nastopile kot Aka Križanc Lana, kot Širo Borštnik Mojca in kot Aka Križanc Zala. V kategoriji mladinci 15 do 19 let absolutno pa bodo nastopili kot Aka Kosel Aljaš, kot Širo Stojan Vitom, kot Aka Stojanovič Borut, kot Širo Arežina Pero, kot Aka Olfacio Tijan, kot Širo Kokaljaka in kot Širo Jerkovič Daniel.
V kategoriji članice nad 18 let absolutno bodo nastopile kot Aka Kepic Lidijana, kot Širo Zalaznik Neja, kot Aka Gajanovič Ana in kot Širo Boršnik Ana. Še kategorija člani nad 18 let absolutno Aka Zalaznik Anže, Širo Kovačič Luka, Aka Dežman Žan, Aka Bitenc Matevš, Širo Zajec Nec, Aka Žalec Anže, Širo Boršnik Jon, Aka Levačič Samo, Aka Novak Benjamin in Širo Žižak Tej. En aplavz za vse tekmovalce. V današnje državno prvenstvo pa nas bosta zdaj uvedla dva govorca. Veseli me, da lahko najprej k besedi povabim podpredsednika Sambuhaj Karate zveze Slovenije, gospoda Dejana Levačiča. Prosim. Drage obiskovalke, obiskovalci, tekmovalci, tekmovalke, sodniška ekipa, cenjeni gostje. V imenu Sambuhaj Karate zveze Slovenije vas lepo pozdravljam v današnjem absolutno državnem prvenstvu za mladinke in mladince, članice in člane. Danes so se na državno prvenstvo vrstili vsi tisti, ki so se uspešno kvalificirali v državno prvenstvo. Verjamem, da boste gledalci deležni veliko športnih požitkov. Pozivam vas, da tudi spodbujate svoje favorite in tudi ostale. Tekmovalcem pa želim, da danes prikažejo lepe, atraktivne, dobre borbe in da danes zmagajo tisti najboljši. Vsem skupaj želim prijetno gled tekme. Hvala. Državno prvenstvo v Sambuhaj Karateju pa bo zdaj odprl gospod Borut Ermestel, podžupan občine Domžale. Vljudno vabljeni besedi. Hvala lepo za besedo, spoštovani tekmovalci, tekmovalke, cenjeni sodniki in vodstvo Karate zveze, dragi obiskovalci in obiskovalke, dobrodošli v Domžalah, prostoru srčnih in zadovoljnih ljudi. In pred nami so srčni in srčne borke trgovci, ki bodo danes pokazali vse svoje znanje. Verjamem, da bo dejansko zmagala najboljša borka. Predvsem pa si želim, da bi ta turnir minil v znamenju fair playa in brez poškodb. Torej, še enkrat dobrodošli v Domžalah, verjamem, da boste uživali ob gledanju borb in pričakali proti večeru zmagovalce in zmagovalke. Hvala lepa. Sledi himna Republike Slovenije. Sledi pozdrav tekmovalcev in tekmovalk publiki. Tekmovalke, tekmovalci, pozdrav publiki. Hej! Plus, zdrav sodnikom. Hej! Pozdrav medsebojno. Hej! Še pred začetkom tekmovanja nas bodo z demonstracijami prepričali najmlajši karateisti. Predlagam, mislim, da so že pripravljeni, da z aplavzom pozdravimo otroke iz Karate kluba Domžale.
Še zadnji korak pred začetkom tekmovanja je zdaj pred nami. Tijan Olfacio in Borut Stojanovič bosta namreč prikazala v športnih borbah dovoljene in prepovedane pravice. Lav za Tijana in Boruta. Najprej bomo videli dovoljene udarce v počasnih hitrih izvedbi. Najprej cuki v telo ali glavo, ki tekmovalcu prinese eno točko. Zdaj bomo videli Majgeri, ki prinese 2 točki. Mavaši Geri je vreden 3 točke. Joko Geri prinese 3 točke. Ura Mavaši Geri 3 točke. Rušenje, povezano z udarcem, je prav tako vredno 3 točke. V nekoliko počasnejši izvedbi bomo zdaj videli še prepovedane udarce. Najprej udarec v oči, udarec v grlo in udarec v genitalije. Tijan Olfacio in Borut Stojanovič, najlepša hvala za pokaz. Zdaj pa zares, tekmovanje se lahko začne. Veliko športne sreče želimo vsem. Morda že zdaj povem, da bo tekmovanje potekalo tako rekoč v 2 delih. V tem prvem delu bomo videli borbe mladincev do polfinala in borbe članov do polfinala. V drugem delu, se pravi po demonstracijah vmesnih, pa bomo videli še vse polfinalne in finalne borbe. Vrstni red kategorij pa bodo naslednji mladinci, mladinke, članice, člani. Sedanja, Aka, Strojan Vito, Širo, pripravi.
Torej, pred nami je prva borba. Kot aka oziroma tekmovalec z rdečim pasom bo nastopil Kosel Aljaž, kot tekmovalec z modrim pasom oziroma Širo pa bo nastopil Stojan Vita. Veliko sreča. Zelo hitro smo imeli prvo prekinitev. Rdeči tekmovalec je uspešno izvedel in že druga prekinitev. Sodnik je rdečim tekmovalcu izrekel, da je imel preslabo tehniko, točko prvo pa je dobil modri tekmovalec, torej Vita. Aljaž je bil prej že uspešen z udarcem z nogo v telo. Tekmovalec si zato zasluži 2. Modremu tekmovalcu zdaj sodnik izrekel opozorilo brez kazni. In to je točka za modrega tekmovalca. 2 proti 2. Tri točke za Vita. Zdaj bi posodil dobene točke zaradi slabe tehnike, sicer pa navijanje ni prepovedano. Tekmovalce lahko izražite spodbude. Lahko povem tudi, da vsaka borba traja minuto in pol. 4 točke za Vita. Pa nam je še približno pol minute, slabe pol minute borbe, znova prekinitev, ampak tekmovalca nista bila dobre tehnike, zato točka ni bila prisojena. Borba se nadaljuje, še 15 sekund do konca borbe. Vita zajedno vodi 4 proti 2. In to je 5. točka za Vita. Še nekaj sekund do konca te borbe. Zopet točka za Aljaža in to je znak za konec te prve borbe. Stojanović Borut, Aka, Režina Pero, Širo, pripravi, Olfacio Tijan, Aka, Kogaljaka, Širo. Torej, smo v kategoriji mladinci 15 do 19 let. Zdaj se borita Stojanović Borut kot rdeči tekmovalec in Režina Pero kot modri tekmovalec. Torej, Borut in Pero. In prva točka v tej borbi je šla v roke rdečemu tekmovalcu Borutu. Slišmo izvedeti s rokom. Borba se nadaljuje. Pol minute je za nami. To je bila prva tekmovalčka, torej prva točka za Perota, 1 proti 1.
Smo na do konca borbe je še pol minute. Zaenkrat izenačeno. In točka za borba, 3:4. Nič ni odločeno. Zdaj bomo videli, ali bo tudi tokrat uspešen. Bil je to v glavo. Sodnik ne prisodi nobene točke. Sodniki so zelo tudi na tehniko, da bodo ustrezne zelo. Smo že kar nekajkrat videli slabšo tehniko. Znova točka za borba in proti dve in še nekaj malega je do konca te borbe. To je dopis, ki je naznanil konec te borbe. Fazio Tijan, Aka, Kokaljaka, Širo, pripravi računalnik. Vitec Matevž, Aka, Zajc, Nejc, Širo. Borba bosta vsak trenutek začela ovacijo Tijan kot rdeč tekmovalec in Kokaljaka kot modri tekmovalec. Zelo aktivna borba. Zdaj bo to prva točka. Prva točka za rdeča tekmovalca, to je Tijan. Videli smo rušenje sudarca, ki je slovenska tehnika, tokrat zelo eno. Druge točke za Jakov. Še pol minute do konca te borbe. Borimo se za vstopno drugo polfinalno. Tik pred koncem borbe se je modri tekmovalec zaslužil še eno točko, 3:1 in slišali smo vpis za konec te borbe. Zmagovalec je torej Kokaljaka, ki se je s tem uvrstil v drugo polfinalno borbo. Vitec Matevž.
finalistami in bomo še enkrat spoznali in videli druge dele tega tekmovanja. Pred nami je prva borba v kategoriji člani vrh 18 absolutno nova kategorija, borita se kot rdeči tekmovalec Zlatko Anže in kot modri tekmovalec Kovačič Luka. Se upravičujem. Kot rdeči tekmovalec nastopa Bitenc Matevž in kot Širo kot modri tekmovalec Zajc Nejc. Nekje na polovici, zopet prekinitev. In prva točka v tej borbi je pripadla Matevžu Bitencu, 1:0. Rdeči tekmovalec zdaj dobil prvo opozorilo brez kazni, do konca borbe še pol minute. Zaenkrat vodi Matevž Bitenc. Tik pred koncem borbe, še posvet sodnikov. Po posvetu sta se sodnika odločila, da točke rdeči tekmovalec ne dobi zaradi slabe tehnike in to je bil tudi priz za konec te borbe. Čestitke! Bitenc Matevž se torej uvrstil v naslednjo borbo. Kovačič Luka, Širo. Slednja dva tekmovalca sta torej Novak Benjamin in Žižak Tej. Torej, vsaka tehnika mora biti mora biti prava razdalja, prava energija. In prva točka za modrega tekmovalca. Ena proti nič za Teja.
nekaj tehničnih težav. Tej borbi bomo spremljali še minuto. Druga točka za Teja, 2-0. Smo na polovici te borbe. Nekaj malega je do konca. Nekaj znak za konec. 2-0 na koncu za Teja. Aka Salaznik Anže, Širo Kovačič Luka, pripravi Aka Dežman Žan, Širo Bitenc Matevž. Ko sta pripravljena, Anže Salaznik kot rdeči tekmovalec in kot modri tekmovalec Luka Kovačič. Torej 3 točke za Anžeta Salaznika, ki je uspešno izvedel udarec v glavo z nogo. Dodatna točka za Anžeta, 4-0. Šele 16 sekund te borbe. Imata predvsem intenzivno borbo. Še pol minute do konca borbe. Zaenkrat vodi Anže 4-0. Tukaj se je doslej prislužil le opozorilo. Še nekaj malega do konca te borbe. In te borbe je konec. Zmagovalec je Anže Salaznik. Aka Dežman Žan, Širo Bitenc Matevž, pripravi Aka Žalec Anže, Širo Vručnik Jon. Nastopata torej Dežman Žan in Bitenc Matevž. Žan kot rdeči tekmovalec in Matevž kot modri. Prva prekinitev in
prva točka za Žana. Za nami je prvi pol minute te borbe, ni preveč aktivna. Druga prekinitev, brez točk. Tekmovalca verjetno tudi malce taktizirata, še kar nekaj borbe pred njima. In druga točka za Žana, 2:0 in pol minute do konca borbe. Nič še ni odločeno. Dvajset sekund pred koncem vodi Žan. Če sta pripravljena, borba se lahko začne. Deset sekund pred koncem. In zopet točka za Žana Dežmana, 3:0. To je bil tudi pisk za konec te borbe, čas se je iztekel. In še 2 točki za Žana Dežmana, še 2 točki za drugo borbo, in za 6:0. Žanec Anže, AK, Goršek Jon Širo, pripravi. Levačić Samo, AK, Žižek Tej Širo. Anže Žalec kot rdeči tekmovalec in Jon Boršnik kot modri tekmovalec. Že prišel do prekinitve, uspešen je bil. V 12 sekundah že je druga prekinitev. Prva točka za Anžeta. 1:1. Dva tekmovalca sta se udeležila tudi svetovnega prvenstva v karateju, tako da lahko veliko pričakujemo od te borbe. Zopet točka za Anžeta, 2:1. Čez polovico. To je bilo torej opozorilo brez kazni za modrega tekmovalca zaradi kontakta. In še 2 točki za Anžeta, uspešno izvedel udar z nogo v telo. 4:1. Še pol minute do konca. In druga točka za Jona. Vodi Anže 4:2.
da se bodo sodniki posvetovali o tem, kar so vedeli, torej, če se ne motim, videli smo udarec v glavo rdečega tekmovalca, Anžeta. Anže sicer zbodi zaenkrat 4-2, do konca borbe je le še 11 sekund. Zaradi slabe tehnike je točka Anžeta tudi nadodeljena 4-2. Zaradi istočasnosti tehnik. Levačić samo, AK, Žižek Tej, Širo. Zdaj bomo videli še zadnjo borbo za vstop v polfinalno borbo v tej kategoriji, člani nad 18 let absolutno. Borita se je Levačić samo in Žižek Tej. Pol minute borbe je za nami. In prva točka v tej borbi gre samo Levačiću, 1-0, uspešno izveden Suki. Smo na polovici te borbe, časovno. Prekinitev. Zdaj je samo dobil prvo opozorilo brez kazni. Še vedno vodi z 1-0. Do konca borbe je še pol minute. To je zadnja borba v tem prvem delu tekmovanja. Po tej borbi bomo videli nekaj izvrstnih demonstracij. Zatem bo sledil še drugi del tekmovanja, v katerem bomo videli vse polfinalne in seveda potem tudi finalne borbe. Tak je pred nami, pa se nadaljuje. In sicer dve proti nič, torej za Dejana, za samega Levačića. In 3 točke za samega, ki se je zdaj poslušal že 5 točk, 3 proti nič, nekaj se je te borbe, znova prekinitev. In že 6. točka
Za samo Levačiča, ki je s tem tudi dobil to borbo. Sledijo še demonstracije. Na prizorišče najprej vabim mladince iz Sankuhaj karate kluba Domžale, ki bodo izvedli Kato Heiva Sandan. Podajam aplauz. Že se pa lahko veselimo tudi naslednje točke demonstracije. Videli bomo Randovi 2 iz 5. avgusta, Tiran in Borut. Aplauz za Tirana in Boruta. Zdaj pa lahko z drugim delom tekmovanja tudi nadaljujemo. Tekmovalci, pripravite se. Najprej bomo videli borbe mladincev in sicer polfinalno. Spojan Vito, Aka, Stojanović Borut, Širo. Radita se, Kupan Jarka, Aka, Jenković, Daniel, Širo. Torej, v tej prvi polfinalni borbi se bodo pomerila Vito Strojan in Borut Stojanović. Zdaj smo pri kategoriji mladinci absolutno, potem bomo videli tekmovalke v kategoriji mladinke absolutno, zatem članice absolutno, potem zadnje še člani absolutno. Pred nami je prva polfinalna borba. Pripravljate se Vito Strojan in Borut Stojanović, ki sta že pripravljena. In borba se je začela. Ajde, Vito! Ajde, Borut! Ajde! Prva prekinitev in prvi posvet v tej borbi. Po sprejemu sta se sodnika odločila, da točke rdečemu tekmovalcu, torej Vitu, ne namenita. Ostaja nič proti nič. Zopet slaba tehnika. Torej, očitno je, da so tekmovalci zelo pozorni na to, kako izvajati
izgleda borba zelo aktivna, kvalitetna. Me bodo sodniki nagradili s točko. In zdaj prva točka, prvi polfinalni borbi. Strojena zelo prekinitev. In prva točka za Boruta, 1-1. Smo nekje na polovici te borbe, osnovno. Zopet točka za Boruta, 2-1. Je sodnica razsodila, da je to bila slaba tehnika, točka nisi vodni tekmovalec. Vstaja 2-1, še pol minute do konca te borbe. Da smo videli že kar nekaj opozoril glede slabe tehnike. 20 sekund pred koncem, še vedno boli Borut, zdaj pa bomo videli, kako se bodo odločili glede zadnjega napada po svetu. To sta bili 2 točki za Boruta, uspešno izvedel udarec z nogo v telo, 15 sekund pred koncem te borbe, pa še ena točka za Boruta. In zdaj, še 10 sekund pred koncem, je videl, da bi 3 točke, 5-4, vstaja za Boruta. Še nekaj sekund za v tej borbi res vsaka sekunda šteje. Videli bomo, kako se bodo sodniki pričeli to po svetu. In izpolni se čas na tehnika še. In šesta točka za Borka Stojanovića. Vrsti se je v finalno borbo. Čestitke. Zdaj pa še druga polfinalna borba v tej kategoriji. Mladincev absolutno. Pravijo se mladinke, prva borba, Križan Celana, Aka, Pomočnik borca, Šilo. Kot rdeči tekmovalec nastopa Jaka Kokal in kot modri Daniel Jerkovič. Imamo kar precej aktivno borbo. Tekmovalci morajo imeti pravo distanco do nasprotnika, pravo energijo. Rdeči tekmovalec je zaslužil prvo opozorilo zaradi prestopa. Tudi drugi prestop in zato je tekmovalec modri, torej dobil točko, prvo točko.
Torej, rdeči tekmovalec je četrtikrat napravil prestop, zato je zmagal modri tekmovalec, torej Daniel Jerkovič. Čestitke. Torej, doslej smo v kategoriji mladinci 15 do 19 let absolutno dobili tekmovalca, ki se bosta pomerila v finalu, to sta Borut Stojanovič in Daniel Jerkovič. Zdaj pa smo že pri naslednji kategoriji. Torej, pred nami je prva borba v kategoriji mladinke 15 do 19 let. Pomerili se bosta kot rdeča tekmovalka bo nastopila Lana Križanc in kot modra Mojca Boršnik. Finalna borba mladinci Aka Stojanovič Borut, Šilo Jerkovič Daniel. Pripravi mladinke 15 do 19 let. Aka Križanc Lana, Šilo Boršnik Mojca. Prišlo je torej do spremembe. Najprej bomo priča finalni borbi v kategoriji mladincev. Pomerila se bosta kot rdeči tekmovalec Borut Stojanovič in kot modri tekmovalec Daniel Jerkovič. Zdaj bomo torej, kdo bo v tej kategoriji prvi in kdo drugi. Tekmovalca sta pripravljena in borba se lahko začne. To je prva točka v tej finalni borbi za rdečega tekmovalca Boruta. Zaradi pomanjkanja distance, rdečim tekmovalcem ni bilo svoje točko, zopet prekinitev. In točka zopet je bila prisotna. 1:0 za Boruta Stojanoviča. Sodnik tudi tokrat ni prisodil točke nobenemu tekmovalcu. Smo nekje na polovici te finalne borbe in tu je že tretja točka za Boruta Stojanoviča. Uspešno je izstradil udarec z roko v glavo. Zdaj bomo videli, ali si je prislužil še eno točko. Ali bo Daniel nadaljeval? Prva točka za Daniela je tudi predal to borbo. In imamo zmagovalca te finalne borbe, to je Borut Stojanovič. Iskrene čestitke. Državni prvak v kategoriji mladinskih 15 do 19 let absolutno. Zdaj pa zares. Pred nami je prva borba v kategoriji mladink. Nastopili bosta Križanc Lana kot rdeča tekmovalka in Mojca Boršnik kot modra tekmovalka. V tej kategoriji danes nastopajo le 3 tekmovalke, zato se bodo pomerile vsaka z vsako. Torej, videli bomo 3 borbe. Na državnem mestu so se sicer uvrstile 4, pa je ena zaradi bolezni to morala povedati. In tu je že prva točka v tej borbi za Lano Križanc.
Sodnik lahko tudi tekmovalca oziroma tekmovalki pokliče k sebi in da kakšen nasvet, kako izboljšati tehniko, borbo, pripravljenost. To je storil sedaj. Borba se lahko nadaljuje. Ne točke ni dosodil. Borita se in Mojca Boršnik. Lani zamerali z 2:0. In to je že prva točka za Mojcem, 2:1 zdaj za Lani. Do konca borbe je še dobre pol minute. In zelo uspešna je bila Mojca, ki zdaj vodi 3:2. Zaradi slabe tehnike sodnik ni prisodil točke obenem tekmovalk. 3:2 še vedno za Mojco. Do konca še nekaj 15 sekund. Modra tekmovalka je zdaj vrnila prestop, zato je vrnila pozorila. In to je bil pisk za konec te borbe. Zmagovalka je Mojca Boršnik. Torej, prva borba v kategoriji mladinke 15 do 19 let. Mojca se je uvrstila naprej. Boršnik Mojca, AK, Križanc Zala, Širo, pripravi. Križanc Lana, AK, Križanc Zala, Širo. Kot rečeno, v tej kategoriji se bo vsaka tekmovalka pomerila z vsako, ker so le 3. Zdaj se bo zopet borila Mojca Boršnik in kot modra tekmovalka Zala Križanc. Večja tekmovalka je zdaj dobila prvo opozorilo, ker je naredila pristop. Borba se nadaljuje. Znam je prvo minuta te borbe. Zdaj je tudi opozorilo za modro tekmovalko. Padanje. In prva točka v tej borbi. Za Križanc Zalo. Zopet točka za Zalo, da smo uspešno izvedbo udarca v glavo z roko.
zadnjo borbo v tej kategoriji, tretjo. Križanc Lana, aka Križanc Zala, širo pripravijo članice. Kipic Tibjana, aka Zalaznik Neja, širo. Za nami je prve pol minute borbe. Prva prekinitev na polovici nekje, časovno. Prva točka gre zadnji. Druga točka za Zalo. Borba je zdaj postala bolj aktivna, intenzivna. Še pol minute do konca. In Zala si je zdaj prislužila še 3 točke, uspešno je izvedla dalec z nogo v glavo. 5:0 za Zalo, še 15 sekund do konca te borbe. Še nekaj malega je do konca. In to je bila 6. točka za Zalo Križanc, ki je tudi zmagovalka te borbe. Čestitke! Članice, Kipic Tibjana, aka Zalaznik Neja, širo pripravi se Grajakovičan, aka Pušnik Alma, širo. Torej prvo borbo v kategoriji članice nad 18 let. Borite se kot rdeča tekmovalka, tekmovalka Neja Zalaznik. Neja vodi 4:1. Za nami je 20 sekund te borbe. In še 2 točki za Nejo Zalaznik, ki je postala tudi zmagovalka te borbe. Čestitke! Grajakovičan, aka Pušnik Alma, širo pripravi se Zalaznik Neja, aka zmagovalka te borbe, širo.
Pred nami je torej borba med Ano Dejanović in Almo Bošnik, ki se bosta pomerili, oziroma se že merila za vstop v finalno borbo. Pomerili se bosta z Nejo Zalaznik, ena od njih seveda. In prva točka v tej borbi za Almom. Mi smo prej odsutili glavo in zdaj še udarec v telo z nogo. 3 točke za Almo. Za borbice te borbe so do konca borbe še približno pol minute, zaenkrat torej Alma s 3 proti 0, ki je tudi precej aktivna. Sekund pred koncem te borbe, prva točka za Ano Dejanović. Vodi Alma s 3 proti 1, še nekaj malega je do konca. In to je bil pisk za konec te borbe. Zmagala je Alma Bošnik, ki se bo zdaj pomerila z Nejo Zalaznik. Torej, videli bomo še finalno borbo v kategoriji članice nad 18 let, absolutno. Finalna borba Aka, Zalaznik Neja, Širo, Bošnik Alma, pripravi člani. Aka, Zalaznik Anže, Širo, Dežman Čan. Še nekaj časa bomo dali tekmovalki, torej Almi, da se nekoliko spočije. In čas je, da dobimo državno prvakinjo v kategoriji članice nad 18 let. Absolutno borita se, kot rečeno, Neja Zalaznik in Alma Bošnik. Zdaj bomo videli, kako se bodo odločili. To sta bili prvi 2 točki v tej borbi in prvi 2 točki v tej finalni borbi za Nejo Zalaznik. Uspešno izvedla udarec nogo v srednji del telesa. In ali bo to zopet točka za Nejo? Zopet točka za Nejo Zalaznik, ki bo v bistvu proti 0. Videli smo udarec v glavo nakazan. Pol minute do konca te borbe. Finalne borbe. Še 15 sekund in dobili bomo državno prvakinjo. Dve točki za Nejo
še nekaj malega do konca. Zopet prekinitev. In še ena točka za Neo, ki je postala državna prvakinja kategoriji članic nad 18 let. Iskrene čestitke. Nami so torej še borbe v kategoriji članov. Videli bomo dve polfinalni borbi. Prva se bo začela vsak trenutek. Kot rdeči tekmovalec nastopa Anže Zalaznik in kot modri Žan Dežman. Taktičen začetek. In prva točka za Žana. Zmagovalec te borbe se bo torej pomeril zmagovalcem naslednje borbe v finalni. Vodi Žan Dežman z 1-0. 30 sekund te borbe je že za nami. Smo na polovici. Borba se nadaljuje. Še pol minute do konca te borbe. Zaradi prestopa opozorilo modrega tekmovalca, ki še vedno vodi z 1-0. Vodstvo je ohranjeno 2-0 za Žana Dežmana, 10 sekund pred koncem te borbe. Še 5 sekund. Manjka distance ni bilo nobene točke in znak za konec te borbe. Imamo prvega finalista, to je Žan Dežman. Čestitke. Dragi Anže, Aka, Levčič samo širo pripravi. Dežman Žan, Aka, zmagovalec te borbe širo. Zopet tako pričakujemo precej napeto borbo, vsaj v zadnjem delu. Anže Žalec nastopa kot rdeči tekmovalec in Samo Levčič kot modri tekmovalec. Zmagovalec se torej pomeril Žanom Dežmanom. Pol minute borbe je za nami. Zaenkrat tudi precej taktičen začetek. In prva točka v tej borbi gre Anžetu, ki bo uspešno izvedel udarec v glavo.
Pred nami je še nekje pol minute te borbe. Zaenkrat torej vodi Anže z 1-0. Borba se nadaljuje. Še pol minute je do konca in dobili bomo še drugega finalista. Anže Žalec še vedno vodi z 1-0. In prva točka za Samota, 1-1. To je bil vpis za konec te borbe, ki pa se bo nadaljevala. V primeru izenačenja se borba nadaljuje in borba osvoji točko zmaga. Borba zatraja največ minuto in pol, ta podaljšek torej. Zaenkrat torej ostaja 1-1. Aplavz za Samota, ki bo tudi samo, kot kaže, nadaljeval borbo. Čeprav je težko. Sodnik je zdaj izrekel kazni Anžetu. Zdaj torej čakamo prvo točko doseženo v tem podaljšku. Tehnika je bila izvedena torej mimo, točka ni bila dodeljena, borba se nadaljuje, pričakujemo lahko traja največ minuto in pol ta podaljšek. Če nihče organizalcev ne doseže točke, pa potem razsodijo sodniki, kdo je bil v celotni borbi boljši. Podaljšek traja že skoraj minuto. Tekmovalca se borita za vstop do finale še 10 sekund. Ni bilo dovolj distance, in tako posebno boljše sodnik. Še 20 sekund in dovolj konec podaljška, kako je konec podaljška. Sledi torej posvet sodnikov. Zdaj smo videli, kako so se odločili stavni sodniki, zelo pa je še prisotni, da je zmagal Anže Žalec, iskreni izkušen. Anže Žalec se povečujem. Anže Žalec je torej tudi drugi finalist, ki bo skupaj z Žanom Bežanom nastopil v finalni borbi, ki je zdaj pred nami. Vidimo Žan, Aka. Žalec Anže Žiro.
Zdaj bomo torej videli še zadnjo borbo danes. Nastopata Žan Dežman in Anže Žalec. Praktično oblak, verjetno bo dobro, če jih boste tudi še malo spodbudili. Kar so se borbe, ko torej imeli državnega prvaka, ko bi imeli člani, absolutno. Prva prekinitev. In prva točka je za Žana Dežmana. Nekje na polovici te borbe smo zdaj. Prvo opozorilo za Žana in tudi opozorilo za Anžeta. Vodi Žan z 1-0. Zdaj je 5 minut do konca te borbe. Srednica je udelila točko večjemu tekmovalcu, modri je 2-0. Vodi torej Žan Dežman z 2-0. Še 15 sekund do konca te borbe. Dobil je drugo opozorilo zaradi prestopa, zato točka tudi Anžetu. 9 sekund pred koncem borbe prekinitev. Videli smo kar nekaj udarcev, tudi kontakt. Konec rednega dela, 3 borbe. Po izenačenju se borba nadaljuje. Minuto in 30 sekund imata, da dosežeta točko in tisti, ki jo prvi osvoji, zmaga. Anže ali Žan? Ali smo dobili državnega prvaka? Dobili smo državnega prvaka, to je Žan Dežman, borba je 3-2, srečne čestitke. To je tudi danes zadnja borba. Mislim, da so vsi tekmovalci zaslužijo še en velik aplavz, ki so zelo nekaj odličnih borb. Stopničke za današnje najboljše bodo vsak trenutek nared. Tekmovalci in tekmovalke, prosim vas, da se postavite v defile, tako kot na začetku. Morda še ob koncu zopet spomnim na sponzorje in se v imenu organizatorja zahvalim. Sponzori so Sito pleskarstvo Čakar, podjetje Perlin, oblikovalnica Sokler, montaža lesenih izdelkov Gospodnik in občina
občina Domžale. V imenu organizatorja torej iskrena hvala. Zdaj smo pa pred najlepšim pravzaprav delom tega prvenstva, čeprav verjamem, da ste uživali tudi v borbah po svoje. Torej, na vrsti je podelitev diplom in medalj danes najuspešnejšim. Diplome in pokal v kategoriji mladinke bo podelil Boris Jerkič. Najprej bomo torej podelili medaljo za tretje mesto. Tretje mesto je osvojila Lana Križanc. Čestitke! Drugo mesto, Mojca Borštnik. Srednjo čestitke. Zdaj pa velik aplavz za državno prvakinjo v kategoriji mladinke 15 do 19 let, Zala Križanc. Še en velik aplavz in še ena skupinska fotografija. Diplome in pokal v kategoriji mladinci pa bo podelila Teja Grad. Tretje do četrto mesto je osvojil Jaka Kokal. Prav tako je tretje do četrto mesto osvojil Vito Strojan. Čestitke! Drugo mesto, Daniel Jerkovič. Zdaj pa še aplavz za državnega prvaka v kategoriji mladinci 15 do 19 let. Borbe absolutno prvo mesto je dosegel Borut Stojanovič. Odlično ste se borili, fantje. Še en aplavz predlagam za vse štiri. Diplome in pokale v kategoriji članice pa bo zdaj podelil Dejan Legačič. Najprej tretje do četrto mesto, Bibiana Kepic.
Tretje do četrto mesto je osvojila tudi Ana Gajanović. Drugo mesto Alma Borštnik. In prvo mesto Neja Zalaznik. Še en aplavz za najboljšo kategorijo. To so bile torej članice. Diplome in pokal v kategoriji člani pa bo podelil Darko Kotar. Tretje do četrto mesto je osvojil Samo Levačič. Tretje do četrto mesto je dosegel tudi Anže Zalaznik. Drugo mesto Anže Žalec. In prvo mesto Žan Dežman. To so bile zelo napete in športne borbe. In seveda čestitke vsem prejemnikom priznanj in odličij. Zdaj pa prosim predsednika Kreativnega kluba Domžale, današnjega organizatorja tekmovanja, gospoda Darka Kotarja, za zaključne besede. Drage tekmovalke, tekmovalci, najprej se iskrene čestitke vsem, ki ste pač danes sodelovali na tem tekmovanju in seveda osvojili mesta, še posebej tistim, ki ste pač osvojili prva. Ampak borec je človek tisti, ki pač ustraja, ko prevladuje svoje vere, in vsi ste danes pokazali to. Res uživali smo v vaših borbah in predstavah, tako da verjamem, da bomo še dostakrat skupaj tekmovali in uživali v vaših predstavah. Čestitke res vsem, ne glede, katero mesto ste dosegali. Zahvalil sem bi seveda tudi gledalcem, sodnikom in organizatorjem za izvedbo uspešno izvedbo tekmovanja in verjamem, da se vidimo že na naslednjem. Tako da še enkrat hvala vsem in se vidimo na naslednjem tekmovanju. Tekmovanje je zdaj končano. Želim vam lep preostanek dneva. Tekmovalke in tekmovalci pozdrav med sebojno. Hej, pozdrav publiki. Hej! Hvala. Filma ali bomo noter?
Torej, Zala Križanc, osvojili ste prvo mesto v kategoriji mladinke 15 do 19 let. Pa da ne vprašam, kakšni so občutki, ker verjetno so odlični. Kaj ste pričakovali od današnjega tekmovanja in verjetno ste dosegli točno to, kar ste pričakovali? V bistvu je bilo zelo nepričakovan, ker so tudi tekmovalke bile dosti dobre in težke nasprotnice. Pričakovala sem, da bom kakšno drugo mesto osvojila, ampak sreča bila danes na moji strani. Potrudila sem se najboljš, kar sem lahko in sem prišla gor na stopničke na prvo mesto. Zelo sem vesela res, da današnjim dnevom, da se je tako odvil. Finalna borba je bila borba s sestre. Ja, bila je malo neprijetno biti z njo, ampak moram iti čez občutke, a ne, ker borba je vsem borba in to so bili finali in sem se res rabila potruditi do konca. Taktike torej ne debatirate skupaj doma? Včasih jo, zelo velikokrat jo debatirava, ampak ne ena za drugo, ampak za nasprotnice, pa se spodbujava, čeprav skupaj prideva slej ko prej. Ja. Najlepša hvala za ta kratek pogovor in seveda čestitke za odličje. Torej, Borut Stojanović, osvojili ste prvo mesto v kategoriji mladinci 15 do 19 let. Najprej čestitke. Hvala. Ste najbrž pričakovali kaj takega, to, da boste danes pretežno visoko, zdaj ste najvišje, kako se počutite? Smo trenirali, veliko sem treniral, tako da sem bil pripravljen zmagati. Borbe so bile težke, ampak zanimive, tekmovalci pa dobri. Odnesli ste jih brez poškodb, vaši tekmovalci so bili kar... Ja, jaz sem odnesel brez poškodb, na srečo. Tako je. Koliko je po vašem športne sreče in koliko je priprave? Vse pripravljam, treniram večkrat na teden, tako da nisem v sreča. Je pa tudi? Trening. Bolj trening, čisto malo, super. Še enkrat iskrene čestitke za prvo mesto, zasluženo. Hvala. Torej, Neja Zalaznik, osvojili ste prvo mesto v kategoriji članic nad 18 let, borbe absolutno. Kaj lahko rečeva o borbah, ki ste jih danes dali skozi, ki ste pravzaprav zmagali? Ja, borbe so bile dobre, tako da vse je šlo po planu. Po planu, torej ste nekako načrtovali, da boste nekje na stopničkah? Ja, cilj je bil tak. Ste poznali vse tekmovalke oziroma ste jih tako analizirali prej? Ste vedeli, kakšne so njihovi aduti? Ja, poznala sem jih, tudi skupaj treniramo, tako da ja. Odlično, vam čestitam za odličje. Žan Dežman, osvojili ste prvo mesto v kategoriji članov. Na vašem obrazu je nasmeh, pa tudi obliž. Ni bilo najbolj enostavno. Ne, res je, ni bilo najbolj enostavno, tudi predvsem psihično, tako da sem se mogel kar zbrati in umiriti pred samo borbo in tudi med samo borbo ostati miren, da je prišel ta rezultat. Zdi se mi, da smo bili priča tudi kar taktiziranju, ne? Večino borb so tudi vaši tekmovalci začeli bolj umirjeno, potem pa ste na koncu dali tako rekoč vse od sebe, ne? Bi lahko rekla nekaj takega. Ja, res je. Že na začetku kot sem rekel, sem se hotel čim bolj umiriti, ne bezlet med samo borbo in iskati svojo priložnost, tako da na koncu mi je danes uspelo. In odlično uspelo, čestitke za osvojeno prvo mesto. Hvala. Mislim, da smo danes spremljali kar odlične nastope. Kako komentirate celotno tekmo, recimo? Kaj je stopalo, kaj bi lahko bilo boljše, ste bili na čim presenečeni? Vsekakor vedno bi bilo lahko še boljše, ampak videli smo res nekaj zanimivih, atraktivnih akcij, tudi nekaj taktiziranja, ker je logično za tako tekmovanje državno prvenstvo. Predvsem sem pa vesel, da so in gledalci in tekmovalci uživali v tekmi. Bilo je kar veliko gledalcev, tako da mislim, da je celotna tekma izpadla tako, kot smo tudi želeli. Tako da, ja. Bilo je pa kar nekaj klubov, ne? Danes tudi tukaj reprezentirani. Ja, bilo je v bistvu za 8 klubov so prišli tekmovalke in tekmovalci, tako da v bistvu mislim, da je vsak zastopil svoj klub častno in korektno, res so se potrudili. Tako da v bistvu, ja, to je bilo teh tekmovalci so tekmovalci, ki so na pokalnih tekmah pokazali nek nivo kvalitete in so se seveda zaradi tega tudi uvrstili na državno prvenstvo. Tako da, kot sem omenil, bilo je nekaj zanimivih, atraktivnih akcij,
Vsekakor bi se želeli mogoče še kaj več, ampak to je vedno, da v tem trenutku pač bila to realna slika. Priložnosti gotovo še bodo. Vsekakor bojo, še vedno imamo veliko načrtov, tako da tudi tekme pač vsekakor sledijo. Zdaj imamo malo premora, seveda organiziramo tudi letno karate šolo, na katero se je letos prijavljalo čez 450 udeležencev. Mislim, da je to kar ena lepa številka in seveda tam bomo nadaljevali s treningi in tako naprej, tako da se veselimo tudi tega. To poteka v Umagu, lahko poveva, ne? Ja, leto že 47 po vrsti, tako da jaz žal nisem bil 47, ampak sem bil samo 45krat. Ampak moram reči, da vsako leto je res super in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Hvala. Prijetno športnim, naj tako tudi ostane. Hvala tudi vam za komentar oziroma za pogovor in se vidimo na naslednji tekmi ali kakšni drugi priložnosti. Hvala, nasvidenje.